Attimis. La prima processione avviene il mattino e parte dalla chiesa parrocchiale di Attimis. La statua verrà portata nella chiesa parrocchiale di Porzus e benedetta dall'arcivescovo di Udine, Monsignor Alfredo Battisti. Di rose colmo tutto il tuo manto, Madonna. Di pietà mariana, se questa cappella Крепили, recimo, okrepili naročila, ki nam jih je tukaj dala naša nebeška mati po preprosti deklici Tereziji. In tukaj najprej povedal, danes prvič tukaj. Mnogi med vami ste bližji, dosti krat. In tu sem prej povedal gospodu Vitorinu, ki me vabi najbrž odkar sem v Kopru. Ne, da sem imel kaj proti, da sem se upiral, ampak moč mi ni zneslo nekako. In tako da rečem pa danes zdaj tukaj, z njemu sem tako povedal prej, da sem danes tukaj zato, ker on, Don Vitorino, nikoli ni zgubil vire v spreobrnenje grešnikov. Non ha perso mai la fede nella conversione dei peccatori. Ecco questo. Grazie per... Iz Marinega mesta prosinja lahko vedno nesemo s seboj, rečem tako, dve sveti naročili in eno sveto sporočilo, če smemo tu tako razložiti. Osnovno sporočilo, ki nam ga posreduje zgodba iz počinja, so seveda besede slavne Marine hvalnice, ki je tek naših jeziki. Zagnanik lepa. Porcente Marija, kakor se blagruje tu v bližini v La Salette, se blagruje v Fatimi, v Lourdu in številnih drugih Marijinih svetiščih, kjer se je sveta gospa prikazala raznim preprostim otrokom. Tudi v Porčilju se je tako uresničila hvalnica, ki jo je izrekel naš Gospod. Slavim te, Oče, Gospod nebes in zemlje, da si to prikril modrim in razumnim in razotel mladim. Uresničilo se je, kar pravi modri Salomon. Zasmehovalce Gospod zasmehuje, ponižnim pa daje milost. In kakor po preroku Izaiju govori Gospod, na višavi v svetišču prebivam, sem pa hkrati pri potrtem in ponižnem, da poživljam duha ponižnih in potrtih. Marija se imeš mladost. Božji modrosti piše v knjigi modrosti. Sama hodi okrog in išče te, ki so je vredni. Dobrohotno se jim pokaže na njih potih in jim pri vsaki misli pride naproti. Kakšna lepa misel o Božji modrosti.
kruni njegovo ime. Gospodu dejansko ne moremo nič. Prebiva v nedostopni svetlobi in ga noben človek niti videti ne more. In mi smo pred njim brez moči. Na drugi strani pa nam je razodel in zaupal svoje ime. In z njim lahko počnemo, kar hočemo. In kar počnemo z njegovim imenom, to počnemo z njim. O angelu, ki je Mojzesa vodil v obljubljeno deželo, je Gospod dejal: pazi nanj in poslušaj njegov glas. Ne upiraj se mu, kaj ti ne bo odpustil vaše krivde, ker je moje ime v njem. Zato pa je tudi prva od 7 prošenj v Gospodovi molitvi Oče naš: posvečeno bodi tvoje ime. Nebeškega Očeta prosimo, da bi nam njegovo ime bilo sveto. Božje ime je sveto, mi mu ne moremo nič dodati. Namen prošnje je, da bi mi Božje ime kot takšno. Ko se je izvoljeno ljudstvo treslo pred močnejšimi sosedi, jih je prerok Izaija svaril s temi besedami: Gospoda nad vojskami, njega imejte za svetega. On boli vaš strah in vaša groza. On vam boli svetišče, kamen spotike in skala pohujšanja, obema Izraelovima hišama, zanka in zadrga prebivalcem Jeruzalemu. Mnogo izmed njih se izpotakne in pade, zlomi in zaplete in ujame. Kakšne besede, kakšne grožnje, tu skoraj ni moč verjeti, da je prerok toliko reči tako lepo skupaj nabral. V to, da bi Božje ime imeli za sveto. Dodamo še to: Božje ime je tudi v vsakem človeku, to je lep sklep za nas. Kristus v Evangeliju pravi: kdor da komu izmed teh malih piti le čašo hladne vode, ker je moj učenec, resnično povem, bo izgubil svojega plačila. In komu niso znane Gospodove besede na vesolni sobi, kar ste storili kateremu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Zato moramo tudi drug drugega imeti za svetega in ljubosumno braniti in varovati njegovo dobro ime. Dobro ime je boljše kakor veliko bogatstvo. Priljubljenost je boljša od srebra in zlata. In Mojzes svari: ne hodi kot obrekljivoc med svojim ljudstvom in ne strezi svojim bližnjem po življenju, jaz sem Gospod. Drugo naročilo, veliko, ki nareduje Marija žanica iz Počinja, se tiče spoštovanja Gospodovega dne. Kakor nam spet zapoveduje tudi Mojzes: pomni, da boš posvečeval sobotni dan. Besedilo 10 zapovedi obsega v izvirniku 16 vrstic. Tudi v prevodih iz izvirnika, če poiščete, obsega 16 vrstic. Od teh ima 8 zapovedi po 1 vrstico, 2 zapovedi pa vsaka po 4 vrstice. To je silno zanimivo. 8 po 1 in 2 med temi 10 pa po 4. In po 4 vrstice imata zapoved, ki prepoveduje malikovanje, in zapoved, ki zapoveduje sobotni počitek. Se Mojzes kar razpiše tam. Pri teh 2. Na nek način sta to 2 glavni zapovedi. Sobotni počitek v prid predvsem človeku in malikovanje v prid predvsem Bogu. In med 5 cerkvenimi zapovedmi je na prvem mestu: posvečuj nedelje in zapovedane praznike. Zapoved zapoveduje 2 stvari: zapoveduje počitek in zapoveduje udeležbo pri obveznega obreda ni samo prekršek proti Božji zapovedi, ampak je tudi prekršek proti naravi. In nam kliče v spomin znano pravilo: Bog odpušča vedno. Človek odpušča včasih ja, včasih ne. Mati narava ne odpušča.
in morda tudi zaradi tega kršenja nedeljskega počitka imamo danes prednih in ugaslih ljudi med nami in okrog sebe. Tudi tu je en razlog, en izhodišče. Naprej, pri pridelkih si je Gospod pridržal desetino. Znano, desetina, vedno desetina. Pri času pa si je Gospod pridržal sedmino, to je vsak 7. dan. To je več, ne? Sedmina je večja kot desetina. Več. Spoštujmo torej, dragi bratje in sestre, Gospodov zapoved in dajajmo Bogu, kar je Božjega. Porčin leži na meji, na nekakšnem prelazu iz ene drugo državo. Odpira na obe strani in sprejema romarje in popotnike z obeh strani. Najbolj pomembno pa je, da ostaja odprt proti nebu in proti blagoslovom z neba. Končam. Največja vrata med nebom in zemljo je svojim učlovečenjem in svojim prihodom odprl Kristus. Z učlovečenjem. Največja vrata. Lestvici, ki jo je v sanjah videl očak Jakov in je segala od zemlje do neba in so angeli po njej hodili gor in dol. Vsi poznamo tu prekrasno zgodbo očaka Jakova. Tej zgodbi je Kristus dodal brezkončno število novih lestvic po vsej zemlji in med temi je tudi lestvica med nebom in zemljo tu v Porčinju. Kjer se je po njej spustila na zemljo Mati Božja, Devica Marija, Žanica. Očak Jakob je vzkliknil, kako čudovit je ta kraj. To ni nič drugega, kakor hiša Božja in ta nebeška. Dragi romarji, gostje, domačini, dragi bratje in sestre, naj tudi Porčin postaja in vedno bolj ostaja hiša Božja in vrata nebeška. Amen. Dragi bratje in sestre, Marija skrbi za nas kot mati za svoje otroke. Zaupanjem se obrnimo našemu nebeškemu Očetu in ga prosimo. Premagovanju brezposelnosti, revščine in brezčutnosti. Veliko otrok trpi zaradi bolezni. Gospod, obriši njihove solze. Vsemogočni Bog, okrepi z zaupanjem vate vse, ki trpijo zaradi vojn, lakote, izkoriščanja, bolezni, neurejenih družin, osamljenosti, krivic in preganjanja. Še posebej ti priporočamo kristjane v Ukrajini in Rusiji. Gospod, prosimo te, naj bodo moški res možje, voditelji in vzgojitelji otrok v veri, žene pa naj jih k temu spodbujajo in jim pomagajo. Gospod, prosimo te za vse tukaj prisotne romarje, da bomo po priprošnji svete Žanice prepoznavali tvoje načrte in uresničili tvojo voljo. Gospod, pomagaj nam, da se bomo znali učinkovito zavzemati za življenje in za zdravje. Dobri Oče, nakloni večno plačilo za delo v tvojem vinogradu vsem rajnim, še posebej vsem, ki so si prizadevali za širjenje Marijinega sporočila v Porčinju.
Naj bo današnje romanje po priprošnji svetega Luigija Skrusopija in vitkinje Terezije Duš seme novih duhovniških, redovniških in misionarskih poklicev v naši domovini. Gospod, prosimo te, da padle v vojnah, ki so divjale na meji med Slovenijo in Italijo. Navdihuj nas, da se bomo iz zgodovine kaj naučili in ne bomo ponavljali brezumnosti in zločinov, ki so jih naredili naši predniki. Gospod, navduši mlade, da bodo rasli v ljubezni do Boga in bližnjega. Še posebej jih spodbujaj, da se bodo odgovorno pripravljali na zakonsko in družinsko življenje. Dobri oče, Marijo si izbral za mater svojemu sinu. Naj po njenem zgledu rastemo v predani viri po Kristusu našemu Gospodu. Molite, braći i sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Dobri Oče, po Mariji je tvoj sin postal človek, kar je časti devištva ni zmešalo, marveč kar je posveti. Zaradi njegove daritve nam odpusti grehe, po naša daritev tebi prijetna, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod s vami. Kišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res da smo dobri, pravično, primirno in zveličavno, da tebe Vsemogočni Bog slavimo vseh tvojih svetnikih, posebno pa v spominu obnažene Device Marije. Veličujemo tvojo dobroto s njenim slavo spevom. Velik reči si storil po vsej zemlji in v vseh časih izkazuješ svoje usmiljenje, ko si se ozrl na nizkost tvoje dekle in po njej dam sveto odrešenika, svoje
svojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. O njem morijo tvoje veličanstvo angelski zbori, ki se vslovečnost radujejo pred tvojim obličjem. Prosimo, naj se z njimi združimo do njimi in ti v skupnem veselju pričamo. Resnično, si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu darov, da nam postanejo predok in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učenicam in rekel, vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se haji za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, da dal svojim učenicam in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, ki se za vas, za vse preliva, v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Divnost vire. Spominjamo se Kristusove smrti in stajenja. Darujemo te kruh življenja in kelih veličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in te služiti. Ponižno prosimo, naj nas v Kristusovega telesa in njegovega krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, tukajšnjim škofom Andreja Brunom, našim škofom Jurijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Con Cristusu, Cristusu, in Cristusu, tebi se molimo, Bogu Očetu, Očetu, Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Amen. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, tako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, tako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, in usliši nas hudega. Reši nas tega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naši jutri. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim mirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, tvoja mati nas spremlja na poti življenja. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, trdi o miru in je vodi po polni milosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ preko vaju. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Podajmo si roke v znamenje naše zvestobe. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, mi se vrede, da prideš k meni.
Molitev k Sveti Mariji Žanjici. Marija, kraljica nebesa in zemlje, Nazaretu si opravila vsakdanje hišna opravila. V svojih rokah si držala razne pripomočke. Videla si številna orodja, ki sta jih tvoj mož, Sveti Jožef, in Božji ter tvoj sin Jezus uporabljena za graditev hiš, ki so bile namenjene za življenje in žitje. Mojo dušo je predvadala več poležeči. Gledala si, kako so skladilo zabirnega žrtve v telo svojega sina. Videla si srce, so smejali spadati. Sredina je tako goroki, vodi nam blizu pri naših srcavnih opravitvih. V življenju si se trikrat prikazala, majhni resniju, in ti trikrat naročila, naj z vsemi močnimi odgovarja ljudi, ki spoštujejo Božjih zapovedi. Pomagaj nam, da bomo izkoreninili preklinjanje in nedeljsko delo, da bomo posvečevali Gospodov dan in slavili Božje ime. Naj nas oblikujejo svobodna romanja, molitev, posta, miloščina in dobra dela. Mati vseh narodov in ljudstev, z materinsko nežnostjo nas usposobi za pričevalce Božje ljubezni, da bomo svoje bližnje darovali za utešenje vseh ljudi in bomo odpajali mreže življenja. Tvoj sin nam pravi, želje rovina, delavcev kamara, nosite torej Sveta Marija, izprosi nam, da se bomo po ljubi želeti, takoj vsemi sveti, veseliti naših večnosti, da bomo strpni neizmerno lepoto misli in bomo spravljati v stavljenju tvojega edinega Boga. Molimo. Vsemogočni Bog, svetim obhajilom si poživil svojo cerkev. Naj veselo praznujemo rojstvo in vse druge praznike Device Marije, ki je upanje za svet in zarja odrešenja po Kristusu našem Gospodu. Amen. Na koncu bi se rad zahvalil najprej škofu Juriju, ki je vodil to svetomašo in nas tudi nagovoril. Slišali, da je tudi tukaj, da so kot ene vrata nebeška, po katerih je prišla Marija dol. Mesec september je tudi še posebej nekako posvečen tudi angelom. In lahko rečemo, da Marija je Jezusova Božja ambasadorka in nam sporoča, kako veliko ljubezen ima Bog do nas. Zahvalil bi se za prijem gospodu Vitorinu Gendu, tukajšnjemu župniku, in potem tudi Karlu Gamberotiju, ki tako navdušen tudi spremlja ta naša romanja. Gospod Aleš Rupnik je vsa ta
leta v preteklosti vodil ta dvakrat na leto romanja in pogosto se srečamo z Dom Vitorinom in se dogovarjamo, kako naprej. Hvala tudi županu, ki nas je nagovoril na začetku, Sandru Roku. Tukaj, ne vem, če je prisoten, ampak zelo pomemben stik je tudi Sergio Kufalo, sestre, ki so večinoma iz Brazilije, sestre Marine, služabnice Jezusovega srca. In potem seveda vsi, ki pripravljajo tudi pogostitev, ki bo zadnja beseda bo pripadla domačinu. Zahvaljujem se Mihu Kogovšku, organistu, vokalni skupini Cantate Domino, ki prihajajo iz Kočevja in bodo tudi sedaj še po maši kakšno zapeli. Pritrkovalcem, ki so 4 iz župnije Vrh Sveti Trije Kralji. Čestitke seveda vsem romarjem, ki ste prišli peš. Eni so vam dal spred plemeniti, da ne bo izgledalo prekruto. Plemeniti norci iz Vipave so prišli iz Vipave, ma ne prvič, že večkrat, mislim, 5 jih je bilo, da zaslužijo en aplavz prav. Potem seveda nekateri ste prišli iz Atimisa gor v pokorni procesi z molitvami in to je pravzaprav Marija naročila tukaj Vitkini. Naj tudi ljudje za svoje grehe, ker preklinjajo in ob nedeljah delajo v pokornih procesijah iz Atimisa Porčini. In to smo danes na neki način, nekateri ste za nas vse to uresničili in pa seveda kar ena velika skupina tudi kolesarjev. Morda bo tukaj tudi kdaj Giro d'Italia. Danes ste prišli s pomočjo tudi tistih električnih motorjev, ampak vseeno je kar strmo in tudi vam čestitam za to. Zahvalil bi se številnim medijem, ki so razširili to novico o tej sveti maši in povabili, zato nas je danes tudi tukaj toliko. Mediji očitno delujejo. Posebej bi se zahvalil družini, Radio Ognjišče, Novemu glasu, Domu, televiziji Exodus, potem Raj, Radiu Slovenije in verjetno je še kdo, tukaj so tudi snemalci Osapsida, Mira Redar in drugi. Hvala vsem. Hvala tudi tistim, ki pripravljate okroglo mizo, to je podjetje Družina, Manica Ferenc, prisotni bodo dr. Marija Vegel-Pirc in gospod Miro Šlibar. Tukaj je ta milostna podoba Marije zdraviteljice, Marije od zdravja. Spodaj čisto na majhno je tudi upodobljena Terezija Duš. To sliko je daroval tej cerkvi brat Vitkinje in tudi rečemo, da to je pravzaprav en orlanski Lurd in sedanji škof, videmski nadškof Mazzocato je še posebej naročil, naj se tukaj moli za zdravje. In na to temo bo tudi ta okrogla miza. Nekaj vas je prišlo tudi z agencijo Trud, se tudi zahvaljujem. Dovolite še, da seveda prej nisem pozdravil, so tudi predstavniki politično, Raj celo mašo je stala, delala pokoro. Kar je imelo, da bi nesel in stol dol. Tako ne vem, morda je še kakšen poslanc tukaj, vse lepo pozdravljam in se zahvaljujem za vašo prisotnost. Moram pa se še posebej zahvaliti tudi
gospodu Marjanu Podobniku, nekdanjemu podpredsedniku slovenske vlade in mislim, da je tudi sedaj voditelj bivših poslancev, pravi ni več predsednik stranke, ni več v parlamentu in tako naprej. Ima pa še vedno neke funkcije in on je bil pravi črn pri tem romanju. Pripravil je smerokaze, zgibanke, ki ste jih dobili, plakate, tudi to zvočenje pred cerkvijo in razne druge stvari, res taka opravila, sam se je javil in res hvala. In tukaj prisoten tudi podžupan mestne občine Nova Gorica, gospod Anton. In zdaj sta tudi on je prispeval veliko. Bi rekel, nekaj sta že naredila, ampak ko človek da prst, potem se zahteva še kaj več, ali pa se pričakuje še kaj več. In jaz se zelo veselim, da imata inicijativo, pobudo, da bi do Porčinja speljali cesto, da lahko pride avtobus, bilo bi potrebno razširiti 3 ovinke in če se vsi župani na obeh straneh meje, iz Bovca, župan Bovca, Kobarida, Tolmina, Faedisa, Atimisa, da ste skupaj s pomočjo še poslancev in drugih politikov, jaz mislim, da bomo to cesto uredili, ampak pri tem, da me moj škof ne bo kregal, se zavzemaš za graditev ceste v drugih škofijah, isto rečem za Sveto Goro. Bi bila potrebna cesta iz Grgarja gor, da bi bil enosmerni promet. In mislim, da tudi kristjani, tudi častilci, smo tudi ljudje in so politiki odgovorni tudi za nas, da lahko hodimo na romanja varno in pa tudi, da prosimo milost tukaj. In jaz sem to že priporočil Karlu Akutisu, ki je govoril, da je Euharistija avtocesta do nebes, sem ga prosil tudi, da posreduje v nebesih, ker on je tudi pisal o Porčinju. Da posreduje v nebesih, da se zgradi saj ne avtocesta do Porčinja, ampak ena cesta, da bo lahko prišel avtobus. Tako, to je naloga politikov za naprej, županov. Še ena misel mi je prišla, ko sem razmišljal. Marija je največja, bi rekli v nekdanjem jeziku, graničarka. Ne vem, kako bi bilo, mejašica, če bi vzeli Preširna, mejakinja. Najbolj dejavna na italijansko-slovenski meji, mislim, da je prav Marija. Sem gledal 10 cerkva, zelo pomembnih Marij, potem še nič koliko verjetno manjših. Pa gremo od juga proti severu. Strunjan, Barbana, Vejna, Sveta Gora, Prevalj, Marino Celje, Stara Gora, Porčin in Višarje. In mislim, da to je tudi eno sporočilo Marije. Sedaj pa še nekaj obvestil. Sedaj, takoj po končani sveti maši, ste vsi vabljeni, da počasi v procesiji greste okoli oltarja. Prvič se je Marija prikazala pri Anconi, tisti kapelici, rečejo v dolini tukaj, kjer je imela v rokah srp. Drugo in tretje prikazovanje pa je potekalo tukaj v cerkvi. Ta cerkev je nova, je bila zgrajena 39. leta, kar je ladja. Medtem ko ta del pa je delo mojstra Andreja iz Loke, tudi tukaj so prstni odtisi Slovencev. In Marija se je prikazala prav tukaj za tem glavnim oltarjem in pravzaprav šla okoli oltarja. In potem tudi pri tretjem videnju tudi po cerkvi, ven iz cerkve in do rojstne hiše Bitkinje. Pravi, je bila Marija tudi romarica tukaj, tudi hodila po tem prostoru in tako ste vabljeni, da tudi vi poromate okoli oltarja. Potem ste vabljeni tudi na tej strani, če greste levo, pridete do rojstne hiše Vitkinje, gor en mozaik,
To je zelo blizu, to je par 100 metrov, 200 metrov od tukaj. Tam bo tudi Cantate Domino zapel še eno Marino tudi pesem. Potem ste vabljeni na pogostitev. To je prav neverjetno. So vprašali, koliko bo. Jaz sem rekel, nisem vedel, ne vem, a reče eno številko. 200. So rekli, če bo manj, bomo dali vsakmu 2 porciji. Če bo 500 ljudi, je vsak polovično porcija, ampak za vse vabljeni pred romarski dom. Za cerkvijo greste naravnost in boste prišli, bodo tudi redarji vas usmerjali do romarskega doma. Seveda morali so vse to nabaviti domačini, zato bi bilo lepo, da vsaj poravnamo stroške nabave, ste vabljeni prostovoljnim prispevkom, kdor more, kdor pa nima, naj vseeno gre, bo pa drugič dal, ne? Ampak tako, morda kdor ima, bi bilo lepo, da prispeva recimo 10 evrov ali kaj podobnega. In potem še seveda vse vabim individualno, da obiščete Jankono. To je za tukaj svet kraj, kjer je Marija prvič se prikazala, kjer je ta kapelica oziroma cerkvica, tam, kjer ste mnogi parkirali in da tam pomolite. Potem vabljeni na okroglo mizo, ki bo potem ob 13:30 po kosilu, kdor more, kdor ostane. Ni tudi prostora tam za vse vas, bo tudi verjetno to posneto, boste po televiziji gledali. Kot sem že rekel, bo naslov Zdravje kot vrednota, nešteto razlogov za življenje. In sedaj še eno zelo pomembno obvestilo, pa je kako domov. Zdaj je bila cesta, ko ste šli gor, zaprta za promet, je bila enosmerna, sedaj pa ne bo več. In zato svetujem, oziroma zelo priporočam, da greste za romarskim domom navzgor, tudi tam bodo smerokazi, in preko Subida. Je malo daljša pot, ampak je veliko širša, se boste veliko laže srečevali z avtomobili, ki bodo morebiti šli v nasprotno smer, ker drugače bo tukaj kolaps. Tako nekako do Subida je okoli 4 km, potem še, mislim, da 8 km iz Subida do Artemisa navzdol. Sedaj bi pa dal še besedo, zadnja beseda vedno pripada domačinom, še besedo Proloco, to je kot ena skupnost, nome Luciano, anche lui, tudi on hoče nekaj povedati. Ja. Dobar dan, sam Luciano Turco, president Proloco, prijatelj Spurčinja. Sam napisal 2 rije, za Luisi se bomo razumeli. Po starem smo govorili, se ponašamo Luisi, in se zubja vas, a se zubja so govorilo. Pozdravim in zahvalim tole veliko skupino prijatelje Slovenije, sta napolnili našo mikanu vas. Na moje ime in vseh soci Proloco in Spurčijane vseh. Sam vesel, sta prišli moliti našo svetu Marijo. Tak se je prikazala Dona Doline, te male Tereze. Po slovesem mi jo kličemo Trzina, ol Terezija. Proloco poma tutte velike prazniku Don Vittorino an crkve, jutre napravimo mi južno, tem pride juh maše, jutre bo maša, ju spoje, ju zmoli na skop. To dvojna. Proloco, postice, vse te sono zete, ante planine oku vasi, za Purčinj ni bode naljepa, an čista vas.
tek prijete na počinj molit našo svetu Mariju, ma oblijet anu vas lijepu, si ančistu. Zato che anoko che miete mia, come si dice, il suo piacere. E poi na južnu jest u centro, mi ci kličemo brdo. Allora poi jest na brdo, a od brda se bota gledal dol, se vidi so furlanku plano, nas je mrjavo jasno, se vidi lijepo. Kur je bistro, se vidi morje, a na levo se vidi Trst, a Capodistria. Vas pozdravim, a vam auguram nu dobro južno, a vas prijentijeli azad u centro. Zdaj ste slišali, da se res plača jeti po tej poti za cerkvijo naravnost in tam se vam bo odprl res čudovit pogled. In slišali ste tudi, da jutri pride pa videmski nadškof, tako da letos za praznik sta v Porčinju dva škofa, kar ni vsako leto. In sedaj prosimo še za blagoslov, potem pa prvo okoli oltarja. Poslavo prede vse, ko je omenil videmskega nadškofa, sem ga klical par dni nazaj. Sem rekel, župnik v glavi sem in nisem še bil, pa bi šel enkrat poživiti. Pojdi, je rekel, in bom izročil sem rekel tudi vaše pozdrave. Je bil zelo zadovoljen. Je rekel, drug dan sem šel pa jaz. Rekel, boš popravil, kaj bom jaz narobe. Naredil. Tako da smo zelo resnično v lepem odnosu in sem hvaležen tudi njemu za njegovo gostoljubje in za njegovo pripravljenost. Zdaj pa blagoslov. Takoj. Na Marijine praznike. Gospod z vami. Bog vsemogočni Oče, naj vas blagoslovi po odrešeniku sveta, našem Gospodu Jezusu Kristusu, sinu Deviške Matere Marije. Amen. Ona je rodila začetnika življenja. Njena materinska priprošnja naj vam posreduje Božje varstvo. Amen. Vam in vsem, ki danes in rojstvo, naj Bog podari duhovno veselje in nebeško srečo. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče, in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru.